Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Nekako, preden napovem gosta, bi rekel, da so zmeraj vezali cimbale, inštrument na Prekmurje, na prekmursko nostalgijo, panonsko pokrajino in tako naprej. Ampak glej ga zlomka, če povzameš povodnega moža Prešernovega, na Starem Sotrgu pod lipco zeleno, trobente in gosli in cimbale pele, plesale lepote z Ljubljane so cele. Torej, cimbale očitno takrat, okoli sredine 19. stoletja, niso bile samo prekmurski inštrument za Slovenijo. Pozdravljam tudi gledalce v mojem imenu. Andi Sobočan je z mano. Zdaj edini odrasel cimbalist, ali pa dolga leta edini cimbalist, ki je podedoval svoje znanje po legendarnem Miški Baranji. Takrat so bili trije pravzaprav cimbalisti v Sloveniji. Miška Baranja, v Rogaški Slatini je bil... Ana Bička, bilo je še več, potem Dobrovnik je bil Kardoš, potem je bil v Dolgi vas en cimbalist, nisem pozabil, v Čentibi je bil cimbalist. Več ali manj so bili Romi. Večinoma so bili Romi. Mislim, da je prvi ne Rom. A ne, mislim, da je tudi bil že kakšen prej ne Rom, ampak tu v tej našej okolici pa to pa dejansko sem bil eden prvih ne Rom. Kot so se uvodno zgučala Setičeva, ne? Ja, mislim, glede na najino skupno preteklost je bolje, da greva na ti, ker bova v pogovoru odkrila, kje smo se pravzaprav najbolje spoznali. Marjan, kako si že pravo, cimbale so ne samo prekmurski inštrument. Cimbale so nekje v 11. ali 13. stoletju prišle v Evropo. Na Slovenskem se prvič je zaznano, mislim, najstarejše, kaj je v Goriških brdih ena kapelica z fresko, kjer angel igra na cimbale. Ta freska bi naj nastala nekje leta 1480 približno. Tako da v drugi polovici 15. stoletja se že stokrat razširjene, ne. Ampak v prvotni obliki so bili dosta manjše, so se nosile okrog vratu. Kako se jim je reklo? Razne imena so imeli, zdaj to bom tudi omenil. So bili tudi razni izdelovalci teh malih cimbal, ne. Eni so ji rekli oprsnica, je dal ime, ker se nosile okrog prsi. In kaj se to tako špilo s prsti? Ne, udarjalo se gor s palcem, isto. Naprej pred sabo smel in se je igral na palce. Ampak ni bilo dušilca, pedala, ni bilo, ne. A si že kjer videl živo? Te čisto majhne, ne, te malo večje, ja. Potem so jih nadgradile, so bile večje. Tiste, ki se dale na mizo, ne, manjši obseg. To podobno citram. Ne, danes v Sloveniji jih poznamo pod imenom oprekelj. Oprekelj, opase, majhne cimbale, cimbol, razna imena so, ne. V Evropo bi naj prišle z Perzije pod imenom santur. Bi naj prišle v Evropo. In so bili zelo popularen inštrument, se po raznih gradovih igralo v meščanskih družbah, ampak razne oblike in izdelava klavirjev so jih pa potem izrinile. In leta 1880, zdaj ne vem točno datum, mislim, da je 86 ali 87. leta, je pa Wenzel Jožef Šunda na Madžarskem naredil večje cimbale. Tako je dodal večji obseg se je ta trapez pa tri nogače. Trapez je ostal, ker so bili trapezne oblike, ampak dodal je noge, dodal nižje tone več, pa še zgoraj dodal tone, tako da je bilo več tonov. Dodal je tudi dušilec tonov, da ni samo zvenelo, se lahko zadušil. To z nogami? Z nogami, s pedalom. Zato je dodal pedal in zato tudi nekateri mislijo, da so cimbale madžarskega izvora, ne. Dejansko, ja, te velike je naredil Wenzel Jožef Šunda, ne. In pri nas so najbolj zadržane v Prekmurju prav te velike, ne. Tiste manjše, ki se dale na mizo, pa to pod imenom oprekelj, pa so bolj drugod razmetane po Sloveniji, ne. Zato je tudi
takrat so že uporabljali, da je to ljudsko glasbilo, bilo zelo popularno. Te, ki jih zdaj praviš, so praktično zelo nepraktične. Ti z njimi skoraj, mislim, imate težave z gostovanji, ker zmeraj moraš to dvigniti, imeti primeren avto. Ja, zdaj, tako je, ne, tudi... Kako so potem to v 19. stoletju prevažali? Dejansko, ko je Šunda naredil te cimbale, več ni bilo toliko potrebe po prenašanju, ker takrat se je že začela kavarniška glasba. Tam so stale pa tako klaviri. Naprimer, kot najbolj znamo v Prekmurju Večarde, so dolgo časa igrali cimbale, so bili vedno tam, ne, niso jih nosili s tem. V tistem kotu, kjer so bile cimbale, zdaj imajo tisti samo postrežno juhe. Vse se spreminja. Ja. No, in dejansko, tako da potem tudi France Prešeren, kot si uvodoma omenil, je poznal cimbale. Poznal, opisoval, verjetno so tudi, ker pravi, so bili zelo popularen inštrument, ne. Ampak potem razne te izvedbe klavirjev. Ti si tudi spoznal cimbale v gostilni. Ja, to je bilo tako, da ko smo hodili v gostilno Baranja na Koline, za starško smo hodili, tam so vedno igrali. Ivan, Jože in Miška so igrali violino, harmonika, cimbale. Ivan je igral violino. Kdo je Ivan? Ja, vem po imenu Ivan, tako še imam sliko pred sabo, Rimka ne vem. In kaj je on igral violino? Vsi so bili Romi, ne. Ja. Potem Rudi je tudi bil... Miška je pa bil lastnik gostilne. Miška Baranja je bil lastnik gostilne in seveda, ko so zabavali goste, so tam vedno igrali. In jaz kot majhen otrok se vedno zraven cimbale, še meni je privlačil ta zvok, za mene to bil takšen poseben zvok, takšen božanstveni zvok, ne. Potem privlačilo me tudi tisto, kako Miška prebira tiste tone z rokami, tistimi palcami, kako zadene vsako tisto struno, ki je gor. In to me vedno kot otroka privlačilo, ne. In sem govoril, jaz bi se to učil in tako nekje po 2 letih, leto pa pol nagovarjanja, je Miška očetu rekel, pa dobro, pripelji ga, pa bomo videli, če kaj bo z njega, ali bo šlo, ali ne bo šlo, pa bomo videli, kako bo. In tako sem potem z 9 leti se začel. Je to samo anekdota, ali je res, da te je Miška učil v nekem drugem duru, kot je igral on? Da ne bi mogel igrati s Kocipri? Ne, ni s Kocipri bilo to. To je dejansko, ko se je začela ustanavljati Marko Banda za potrebe folklore. Smo začeli potem kot Marko Banda. Potem Boštjan Ros je že pri Miški v veliki zasedbi igral kot otrok, ne, klarinet. Mene je učil cimbale in Slavko Petek je plesal pri folklori Beltinci. In ni pa bilo violinista, ne, ker takrat, v 70-ih letih, ko sem se to učil, je bilo zelo zaničevalno cimbale, kakšne cimbale, kontrabas, ne, bas kitara, ne, kaj je bilo električno, to je bilo vse super, bobni, to je bilo vse super, ne, ampak rock, ne, ljudska glasba, kakšna ljudska glasba, kdo to še igra, to igrajo samo še Romi, pa ne vem, kdo igra to brez veze, ne. In ni bilo tudi violinista in na enem gostovanju, ko so Kocipri igrali, se pogovarjali med sabo tam razni nastopajoči se pogovarjali in so rekli, da ni violinista. In potem je mama od Samota Budne, ne, Ivica, rekla, moj sin je sicer igral, ampak je malo odložil violino, pa mogoče bi, ne. Pa Miška potem rekel, pripeljete ga domov, probamo in tako. Potem smo prišli do violinista, Marko Banda je prišla do violinista, Petek Slavko je pa obljubil, ker če se violinist najde, bo on igral kontrabas. In tako je dejansko začela potem Marko Banda delovati, ampak ne, ni anekdota tisto, da je mene v drugem duru naučil. Prvi naš nastop, ki je bil v domu starejši v Rakičanu, takrat dom onemoglih se je klical, in seveda mene, njih je imel skupaj na vaji, ker je on z njimi igral, ne pa mene. Mene je naučil enem duru, ne, njih pa drugem duru. Ali je to naredil za nalašč, ali pa mu je tako spodletelo, ne vem, ne. Ampak ko smo prišli do tiste ene pesmi, ki smo skupaj igrali, ker potem smo igrali vsi skupaj še. Kocipri, Miška in mi mladi, ki še takrat sploh nismo imeli imena, ne. Kdo vam je dal ime? Boris?
Ne, mislim, da nam je ime zmislil Milan Zrinski. Aha. To je vse v istem krogu. Boris Žalik, Ja, Lela pa. Tako, ja. Boris Žalek je seveda, Miška nas je začel učiti, potem je to prevzel Boris Žalek za potrebe folklore, ker so začeli Kociper Baranja banda, ki je spremljala folkloru, se je potem začela sodelovati z Vladotom Kreslinom, se je preimenovali v Beltinško bando in dostikrat se nastopi križali, več ni bilo toliko časa niti za folkloro in potem tako je prišla tudi ideja, da bi nastal Podmladek, tako je potem nastala tudi Marko banda. In to je bil začetek dejansko Marko bande in našega skupnega igranja. Kdaj ste prvi nastop imeli? Mislim, da je to bilo tam 91. Ja. No, s tem, da moram vedeti, da z Boštjanom Ravsom so pa midva igrala še preden je nastala Marko banda. Ker je on igral v veliki zasedbi pri Miški, mene je učil. Vem, da Miška nam je napisal note, še ročno napisal note. Mamica je kakor Zarja, Fashion Nation, par teh je še zdaj imam doma. In sva igrala, vem, da sva igrala v Beltincah v cerkvi s Boštjanom, potem igrala sva z Boštjanom samostojni koncert, sva imela tam neki 88. Kaj sama? Sama, ja. Boštjan pa Ja, klarinet pa cimbale, ne? In kaj brez imena? Brez, midva, ne? V galeriji Murski Soboti sva igrala Na kakšni otvoritvi ali kaj? Otvoritev je bila, ampak to je bilo tam nekje 77, 78 leta, mogoče še kaj prej. Nažalost nimam nobene te fotografije. Ne. Boštjan sicer pravi, da eno ima z cerkvi, tako da bi bil hvaležen, če bi kdo ima fotografijo. Zdaj bi že video bili vse živo, ne? Ja. Te pa... In dejansko tako se je začelo potem Marko banda. Zdaj pa to, ali je Miška namerno, ko sem bi vprašal, če je anekdota ali je smišljotina, dejansko je bilo, da sem jaz drugim podel. Ni pa on dosti govoril, če bi ga to vprašal. Ne vem. Vem pa samo to, da je potem Miška stal od Sibel, ali je prišel zraven, to je točno že tega vem, je prišel zraven in prav, ne, v tem duru moraš igrati, ne. V tem ste me naučili, ne. Ne, potem so stal, pa on sedel, pa on zaigral z njimi do konca, ne, ampak pravi, to je bilo starejše, so na koncu sceno. Andi, igranje cimbal so tudi različni stili, ne? Ker jaz se spomnim, prej si sam omenil Janija Kardoša, so cimbale nekako melodijo pele, pri tebi slišiš vsak udarec, ne? Ja, različni načini igranja so, naprimer, Mađari čisto drugače igrajo kot Čehi, Romuni zelo podobno igrajo kot Mađari. Čehi spet drugače igrajo, ne pa Slovake, s tem, da jaz igram tako, kot me je Miška učil, dejansko, pa nekaj dodatka dajem, kar mi je bilo všeč, oziroma kaj sem lahko uporabil, nekaj z mađarske, nekaj tudi čeških variacij. Tako je, ne. Lepo je, če vemo tudi zgodovino, da tako so igrali večinoma Romi, ne. In ker niso bili izobraženi, so delali samo na hitrosti in so en drugim dokazovali, kdo bo hitreje zaigral. In niso gledali toliko na samo kvaliteto akorda, ne, ampak so temu bi lahko rekli umazane akordi, no, so dodali kaj še zraven, kaj paše ali pa ne paše, ne, ampak glavno, da se je hitro, saj tisti hitrosti se je marsikaj tudi skrilo. Ne bom pozabil, ko mi je Alan Pičkaj, enkrat, ko so se poznala, rekel, jaz se čudim tebi in Miški, vi igrate čisti akord, jaz to ne morem. Ne? To je ena anekdota tudi, ko je igral z Vladom Kreslinom, Pičkaj, ker je Tomasini rekel, gospod Pičkaj, samo tisti akord noter, ne to vse. In potem Pičkaj reče, poslušaj, ta, ki je to napisal, ta je sigurno mislil, da treba to vse noter zaigrati. In potem Tomasini reče, ne, gospod Pičkaj, jaz sem ta, ki je to napisal, pa nisem mislil, da to vse treba noter zaigrati. Tako da,
so različni stili, ne? Daleč od tega, da bi bilo narobe, da oni vse to zaigrajo. Vse tudi paše ponekod, da se notri zaigra več, kot naprimer jaz se zaigram, ali pa pač ta stil, ne? Kako je. Takrat, ko ste začeli nastopati z Marko Bando, sem imel občutek, da cel čas to v bistvu skoraj amaterska zgodba, prijateljska, špilamo, pa fajn se imamo. Saj dejansko, tako smo bili smo mladi, igrali smo, ker smo, nam je bilo všeč, nam je bilo ta glasba, s katero smo odraščali, nam je bila vsem všeč, ne. Saj pravim, Boštjan pa Slavko sta plesala pri folklore, to je bilo cel čas, potem Boštjan tudi to že igral. Samo ima tudi neke še korenine s Prekmurja in zelo mu je, Pa on je z glasbene familije. glasbene familije, pa ta prekmurska melahonična pesem, kot tudi hitra, kakšen čardaš, mu je ležala, ne, vedno drugače zaigra, naprimer, kot pa kateri. S tem, da je samo prišel v bando zelo mlad, premlad še. No, premlad ne. Ni bil premlad. Ni bil niti polnoleten. Ne, bil je mladoleten še, ne, to je še. Malo ste ga si tako po glavi mlatili. Nikoli nismo, ampak znam, ker nam je mišljen. Zelo hitro ste pa začeli, ravno zaradi tega, ker ste bili unikatni v tem prostoru, nastopati povsod. Tako lahko povem, da smo mi bili en čas celo protokolarni band, ne, celo ko se šlo. Dejansko 91. leta, ko je Slovenija samostojna postala, je nastala ena praznina slovenske glasbe, ne, ker je prej bila vsa jugoslovanska glasba. In mi smo pač bili pravi čas takrat. Na pravem mestu. Ja, s to glasbo, potem se je etno glasba začela, potem je bila Vruja, Telovaj Mataj, 13. prase, to se etno glasbene skupine bili, vse je bilo še več, ne. Ljuba, še, dosti jih je bilo še dejansko in smo pokrivali ta prostor in etno glasba, vsak je pokrival nekšen del Slovenije, ne. In mi smo načrtno od samega začetka delali na tem, da ohranjamo ljudsko glasbo, te pokrajine, kjer smo. Zato je tudi v našem repertoarju notri kakšna madžarska skladba, kajti vseeno, ko smo bili še mi otroci, še dosti bilo teh starejših ljudi, ki so po gostilnah prepevali tudi v madžarske pesmi. Vsi so znali vse pesmi madžarske. Tako, tudi madžarske. In te, ki so bile ohranjene najbolj med ljudmi, smo mi tudi povzeli in zaigrali. Vseeno smo bili. Nekako je duhovni vodja vsega bil Boris Žalik. On je imel teoretično podlago za to, kar ste vi izbrali, ne? Ja, ona se tudi potem usmerjal, ne. Folklora itak, ker on je bil vodja folklorne skupine, folklora itak, potem pa je še prav, imam te note, imam to tudi Miška, ne. Takrat sicer ni imel več toliko časa, ker je nastopil z Vladom Kreslinom in ni imel več za folkloru toliko časa, tudi nekaj smo mi prevzeli to vlogo, kot spremljamo na začetki smo bili kot rezerva, ne, potem pa smo že sami začeli, ker pravim, takrat so, kot si prebaranja banda, mislim, Beltinška banda, takrat je Vlado izredno dosti nastopila, tudi so imeli dosti koncertov, ne, in ni bilo za folkloro. Folklora ni mogla vedeti, ali lahko 3 mesece naprej obljubimo nastop v Zagrebu ali pa na reviji, kje ne, če so oni frajali, niso, ne. Tako da. Ta stara banda je bila v Franciji, v Argentini. Ja. Je bilo prav hecno, da so bili fej stari ljudje takrat. In nikdar prej na avionu. Ja, gled, to je Vlado in je omogočil to in hvala Bogu, da je tako, da so lahko šli tudi sprobali ta način življenja, ne samo. Ampak so uživali v tem. Oni so vedno uživali v glasbi, ne. Oni so drugače so jemali glasbo, kot danes se jemlje glasba, ne, zelo mladi, ne. Njim ni bilo važno, koliko zaslužijo, če dobijo denar ali ne, ne. Vem eno anekdoto, ki je bila v Cankarjevem domu smo igrali, takrat že Miško bil pokojni, sem jaz igral s Kocipre
z bratom Kristinom in ena prišla zraven in pa vprašala, recept za tako dolgo življenje, vi ste verjetno jedli zelje, pa krompir, pa Jože to pravi, jeli smo zelje, pa krumple smo tudi jeli, pa je vprašal, vi veste, gospodična, zakaj muzikant gre zadnji z gostije? Pa on reče, da jih zabavajo, ne? Ja, smo jih zajabavali, tudi, smo, ne? In je potem povedal, ne, gremo zadnji z gostije, kaj je mesa ostalo, smo vzeli domov, da smo še lahko jedli, ne? Tako da nismo samo zelje pa krompir jedli, smo jedli tudi meso, ne? Sicer se je manj jedlo mesa kot danes, ker tudi so manjkrat klali in ni bilo zmrzovalnikov in teh stvari so drugače shranjevali. Prva veliko gostovanje, ki ga je imela Marko Banda, je bilo takrat, ko sem bil zraven. Takrat, ja, 93 leta. Buenos Aires, Montevideo, Argentina, Cordoba. Argentina, Uruguay. Potem v Bernal, to smo šli mi zaradi 50 let obstoja prekmurskega društva v Bernalu. Ja. Ampak takrat ste bili res zeleni muzikanti, tako da niste točno vedeli, kaj vas čaka. Ne. Potem je Boštjanov oče naredil škatlo za kontrabas. Za kontrabas, ja. Ki so nam jo zavrgli na meji. Oziroma na letališču. Na letališču niso zadeli na avion, ne. To je izgledalo kot da bi peljali mrtvece, ne. In že na italijanski meji so vprašali italijanski carin. Casa di morto. Casa di morto, ne, če je kdo umrl, kaj peljemo, ne. In ko smo odprli in so videli kontrabas, so spustili čez, ampak na letališču so pa rekli, da to pa ne gre na avion, ne. Cimbale so prišle. Cimbale so prišle, ker se ni dalo vzeti ven, ne. Pa tudi, tisto je bilo predolgo, tisto vem, da smo v kombiju natlačili čez zgoraj, čez vse sedeže, ne, tisto. Ker sam kontrabas je velik, potem pa še bil znotraj obložen. Glavno kontrabas je šel nazaj z občinskim kombijem. V Buenos Airesu je pa Oskar Molek, to je Slovenec argentinski, našel nekega simfoničnega glasbenika, ki je Slavku posodil kontrabas. Ampak na vseh špilih je bil zraven. Gledal pod prste. On ga je pripeljal, ga oglasil, dal Slaveke, ga je zašpila, ko je Slavek zašpilo, ga je vzel, ga odpeljal domov. Da imate naslednji nastop, tam pa tam. Spet pripeljal, dal, ne. Tako je bilo, ne. To niti ne vemo, če so to Argentinci potem plačali njemu kaj za verjetno so, obravnino, ja. Ne vemo, ne. No, potem pa pride celo to gostovanje. Se verjetno boš ti na naslednje gostovanje tudi kakšne anekdote se spomnil. Ja, ena od močnejših anekdot z Buenos Aires je ta, preko smo šli, smo imeli vaje Marko Banda in Samo, ki je iz Prlekije, vprašal, gledaj, jaz kjerkoli berem, samo govorijo španske, tudi v hotelih. Kako se bomo mi sporazumevali, ne? Ne vejo, ne angleški, ne nemški, kako, ne? In jaz rečem, Guči, prekmurski, pa te celi svet razume. Ja, zdaj me zezaš, ker se jaz Prlek, ne, pa ne govorim prekmurski, ne. In dejansko, ne vem, ti si bil zraven. Smo iskali zvonec. Ne, ti si bil v Argentine. Buenos Aires je bilo to, ko so drugi ali tretji dan, ko smo šli, ko so pred parlamentom starejši demonstrirali. In starejši možak prije k meni nekaj špansko govori, ne. In spravim, dejte, dragi, ja tebi nikad ne razben. Kaj si ti prekmurec? Transparent vrgo ta. Buenos Aires ima ne vem koliko milijonov ljudi in glina prekmurca, ne. No, potem je pa še anekdota, potem smo šli tudi v Argentino, v Montevideo igrat. To je pa bilo v Montevideo, ker vedno jaz nekaj čuden spominek sem se hotel kupiti, ne. In nekaj posebnega, ne. Nekaj si ostane, ne. Nekaj takšnega. In sem si zamislil, da si jaz v Montevideo kupim električen zvonec na melodijo. In zdaj, kako bo? Ding dong. In seveda, člani Marko Bande, kako boš ti v španščini prosil električen zvonec na melodijo, ne? Pa grem v eno trgovino, oni me zunaj čakajo, se pravi, nimajo. Grem v drugo, nimajo. Gledam ta, tu bi lahko imeli, pa oni pravi, daj gremo za njo, da vidim, kako on to prosi. In seveda, jaz sem prišel v trgovino, meni špansko nekaj govori, tako nisem razumel, kaj je. Pa rečem, din, don, don, elektrika. Si?
Ši, še pa prinesel. Ampak žena Anica tega nikdar ni dovolila, da bi v hišo zmontiral. Ne. In si imel to v službi. Pa, Delal si v Pomurki takrat, v mesni industriji. tako, takrat sem Pri delal... kafileriji tam. Ne, delal sem kot kompresorist. Kompresorske hladilne naprave, nadzor hlajenja. Jaz, ko sem bil mlade, nisem vedel, kaj se naj. Jaz sem hodil prvo v gostinsko šolo, potem sem hodil v kovinarsko šolo, seveda v glasbeno sem hodil cel čas. Ne. In prvo v gostinsko sem hodil zato, ker sem hotel biti turistični vodič. Ne. Ampak jeziki, to pa mene, to so bila skregana. Jaz pa jezike, ne, grem v kovinarsko. Tu lahko srednjo šolo končaš, brez, ker bi mogel znati 2-3 jezika, ne vem, pa tudi mislim, da si lahko imel nemščino, drugi let več ni bilo nemščine, meni se zdi. In tako sem potem jaz hodil v kovinarsko, seveda pa cel čas tudi v glasbeno. In potem ko sem končal šolo, sem se zaposlil v Pomurki, mestne industrije. Leto dni delal, potem sem šel v vojsko. Ko sem prišel z vojske, sem se vrnil in tako sem delal vse do njenega stečaja in potem tudi do propada. In kako si potem prišel do... Zmes sem pa že, ko sem še delal v Pomurki, pa seveda, ker Marko Bano smo imeli takrat kar dosti nastopov, ker smo bili zelo prepoznavni ljudski ansambel, ali band. In je tudi že čas za folkloro primanjkoval in je bilo, da treba spet nekši podmladek. In tako smo potem delali s podmladkom in jaz sem začel učiti doma Danija Holariča in Anjo Sraka. Njega sta bila moja prva učenca, sta se doma pri mene učila. Potem pa sem prek JSKD-ja izpostava Lendava začel poučevati v Veliki Polane. Kaj to bila oddelek glasbene šole? Ne. Kaj pa? To je bilo prek JSKD-ja. Takrat je bil gospod Stupar pa Janja sta, da bi bilo lepo, ne, da bi ne bi učil samo doma, da bi poučeval. In takrat na tamkajšnji osnovni šole so mi dali tudi za potrebe folklore njihove in ostale pomurske, prekmurske, ker pri folklori prekmurske so vedno bili cimbale zraven. Ne. In sem se začel tam učiti, takrat sem še delal tudi v Pomurki. In dejansko, ko se je začela v Beltincih zidati glasbeno šolo, je takratni župnik Benkovič in Matej Zaves sta me poklicali, če bi hotel sodelovati pa učiti v glasbene šole. Ne. In tako sem začel potem tudi Pomurka takrat šla v stečaj. Takrat si se že zaposlil tam ali? Ja. Ker zdaj me tu zanima, formalne izobrazbe za poučevanje v glasbeni šoli nisi imel. Se pravi, šlo je na to, da znaš. Ne, jaz sem končal nižjo glasbeno šolo, hodil sem v glasbeno šolo k teoriji, k Miški Baranje je vsako leto prišla komisija z glasbene šole, me je ocenila, na podlagi tega sem končal nižjo glasbeno šolo. Potem sem nekaj probal na madžarskem, na češkem, se izobraževati, ampak jezik je zelo velik problem. Če ne veš jezika, potem nemaš kaj, iskati celo teoretičen del, ne. Tako da po zakonu, mislim, da je 92. člen, kako je, dokler se ne najde nekdo za višjo izobrazbo, lahko poučuješ. In tako se jaz potem se zaposlil v glasbeni šoli Beltince. In me je pa vedno jezilo to, da so moji učenci bili ne manj vredni, ne. Niso dobile literature, v kateri bi se otroške pesmice učile. In tako si napisal učbenik. In tako sem se spravil zraven, pa sem pisal učbenik. Mateja sem vprašal, malo mi dal smernice, kako, kaj naj pazim. In tako sem napisal za prvi in drugi razred učbenik za cimbale, kjer so bile zajete otroške pesmice, katere otroci pojejo že v vrtecih, od Kuža pazi do Marko skače
s tem, da sem v učbeniki zajel dejansko celo Slovenijo, ampak največ pesmi je pa seveda pa poudarek na prekmurskih pesmi. Neko so Marko Skače, potem so tudi vsi Slovenci vedeli, tudi takšne pesmi snotri, ki grejo že v pozabo. Sem pa za nalaž napisal tudi vse kitice pesmice, ker tudi to sem opazoval, ker kjerkoli smo, pa začnemo pet, vemo eno kitice, maksimalno dve, potem se pa neha, ne. Potem, Razen Hrvaške znam vse. No, jaz ne, ampak večino jih znajo, ja. Ampak zato sem tudi v učbenik dodal vse kitice, ki obstajajo, ne. In seveda je v delu še za tretji, četrti, ter peti in šesti razred. In seveda potem so se moji učenci lahko učili tudi, so bili enako pravni, enako vredni ostalim, ker če sem učil z madžarske ali pa romunske ali češke literature, so oni igrali madžarsko pesmico otroško, ki niso vedeli sploh, kaj je, zakaj se tu gre, ne, ampak jih je bila to vaja. Problem je tudi v tem, da učenec, če pozna pesem, takoj ve, če je udaril mimo ali je ton pravilen ali ni pravilen ton, ne. No, potem naslednje, kar me je tudi jezilo to, da niso dobili javno priznanega spričevala, ko vsi ostali učenci dobili so interno spričevalo, ne. In seveda spet niso bili enako vredni ostalim učencem, ne. In spet sem spraševal, kako in kaj, se rekli, nič, učni načrt napisati, poslati na ministerstvo. Kako potrdijo to in to je mukotrpno in dolgo in delo. se je posrečilo. Ja, tako da lansko leto je bilo potrjeno učni načrt in je tudi cimbale so zdaj javno veljavni inštrument v vseh glasbenih šolah v Sloveniji. Super. Koliko je zdaj naraščajnikov, ki si jih vzgojil? Mislim, da je nekje okrog 22, 23, ki so. To je dobra situacija, glede na to, kaj je bilo takrat, ko si ti prišel, ko si bil edini učenec pravzaprav, ne? Ja, saj takrat je Miška učil tudi druge, ne, vem, da... Tam nišče ni zdržal, ne? Ne, so nehali. Zdaj pa, Andi, greva nazaj. Učil si se na Miškovih cimbalah, Tako. Potem pa je bilo treba enkrat reči, zdaj pa rabimo svoje, če hočemo igrati, ne? Kje si jih dobil? Koliko se spomnite z očetom Varaždinu našla? Tako. Miška, ko je imel svoje na popravilo, je dal popravljati enemu mojstru v Varaždin. Ivan... In kar ta čas, ko je imel na popravilu, ni bilo koncertov? Ne, je imel od tega, mislim, da je bil Ivan, od Ivana cimbale, dokler mu namenjajo strune, vse ne, ker so menjavali strune, je imel te. In tako je Miška vedel za te cimbale. Vrbanec Ivan, Vrbanec je pisal. In je rekel, jaz vem za ene cimbale, ne, katere sem imel, pa so dobre, ne. In takrat sta potem z očetom šla gospodu Vrbancu in če bi prodal, pa na začetku ni hotel, pa seveda vedel, da je velik interesent in takrat je bilo, ali se, doma, ker smo se tudi preselili takrat v novo hišo, ali se kupijo cimbale, ali se pa dnevna soba uredi, ne, tam protivrednost takrat, ne, je bilo in potem so starši rekli, cimbale. Če se učil, samo ne, da bi za mesec ni rekel, da se ne boš, ne. Ker potem kupimo cimbale in tako se kupimo cimbale. Lažje je otroku kupiti gitaro, kot pa cimbale, ker kitaro lahko vrže. Ja, zdaj, kakšno je, kitare so tudi od razpon cene, ne. Koliko zdaj stanejo ene dobre cimbale, koncertne? Zdaj, to je tako, ne, če se kupujejo nove, delajo samo po naročilo, ne. Glavnem, pri nas ne. Ne, pri nas ne, delajo na Madžarskem, delajo v Romuniji, delajo celo Slovak je kupil licenco Bohaka, da delajo na Slovaškem sedaj. Je pa tako, ne, razponi so različni. Naprimer, je šolska varianta, ki stane tam od 4,5 tisoč naprej. Potem je do koncertne variante, ki
lahko gre ceno, kot violina, kakšno ima ceno, lahko koncertna varianta gre. Ali pa flauta, ali pa harmonika tudi stane po 15 000 evrov in še več. Tako da dejansko te koncertne variante so tu od 10-12 tisoč naprej. Ti imaš zdaj ene cimbale samo, ali si še kakšne nabavil? Jaz imam ene cimbale, ene pa imam v restauriranju, gospod Kržanko, skupaj delava nekako restaurirava tiste like, na katere sem se učil. Je treba, resonančna plošča je bila precej izvita, tako in tudi zob časa jih je malo dajo, tako da se tiste popravijo. Imam pa ti ene, katere mi je zrihtal gospod Alan Bičkaj. Kje so zdaj Miškove cimbale? Miškove cimbale so doma pri njih. Sin Mišo noče prodati? Ne, verjetno ne. Ima spomin? Spomin pa, koliko jaz vem, je rekel, da bo tam delal nešto spominsko sobo ali muzej ali nekega takega in bodo cimbale tudi tam. Notri saj. V glavnem rekel si tudi v enem intervjuju, da so boljše rabljene cimbale kot pa nove, ker so vigrane. Ja, tako je. To je večinoma pri akustičnih inštrumentih, tudi verjetno je pri violini isto, kot to sem slišal. Jaz vem, naprimer, nove cimbale lahko imajo zelo lep zvok in s časom izgubijo zvok. Lahko pa imajo na začetku bolj takšen tovoren zvok, pa s časoma pridobijo. Večkrat je to, da s časoma pridobijo. Ker vseeno moramo vedeti, da zvok se giblje, se odbija od razne prostorov, tako tudi on, ta zvok, ta odbijanje od lesa naredi, v lesu naredi razne spremembe. In tako nastane volumen, drugačen, kot je na začetku narejen. Isto, ki je pri violini, nekaj je manjša, ampak tudi je tanjša ta resonančna plošča in tudi tam zvok naredi svojo obliko lesa, ker se odbija. So razne frekvence, razne in potem lahko ta, kot reče, duša v inštrumentu lahko nastane taka, da lepo zveni, lahko pa da manj lepo zveni, kot je prej. Prej si sam zase rekel, da na potovanjih zmeraj iščeš nekaj nemogočega. Med drugim si v Argentini kupil tudi tepih, ki smo ga potem nosili zavitega v roko. To še imam zdaj doma. Dejansko sem... To pa mislim, da to je bilo, ko smo šli gor nekam proti Gorovjem, nekaj tam ni bilo v Buenos Airesu, ampak je bilo... Kordoba. Mislim, da... Še v Kordobi smo bili. Dobro, zdaj gremo drugam. Domačinke so tam šivale to in se mi tista ena zasmilila tam, ki je. Je pa dejansko tako takšnih malih koščkov ročno šivano, pa je celo lahko imaš za tepih, lahko imaš, da postelj pokriješ, lahko imaš kakoli in tisti sem potem... Jaz skupaj, seveda, zakaj jaz skupaj rečem drugi spominček. To sem kupil. Tako smo že imeli probleme s težo. Težo na avionu. Ampak je bilo zelo koristno, ker sem cimbale obvil še tudi... To si se naučil angleško, overweight. Cele cimbale sem povil notri v to, tako da je bila še dodatna zaščita. Dobro. To ko sem razložil vam. V glavnem vsi smo bili jezni na tebe zaradi tega tepiha. Teža pa bila malo večja. Gremo naprej. Potem ste pa dejansko skoraj cel svet obhodili z folkloro ali pa sami? Z Marko Bando smo takrat bili prvo v Argentini pa v Urugvaju. Potem prek EBU festivalov smo hodili od Grčije, Italije, tudi v Portorožu je bilo EBU festival, to je isto kot Eurovizija, ampak se ne točkuje, prenašajo pa vse evropske radijske in televizijske hiše. Te prenos mislim, da bolj radijske, ali pa tudi televizijske. In potem smo šli z folkloro beltinsko na Japonsko, v Tokio. Tudi posebno doživetje, pa tudi redko kdo med nami je bil na Japonskem. Ja, tam je bilo zanimivo to, da smo delali non-stop. Dejansko mi smo poučevali tam njihove, ki so hoteli naučiti Japonce plesa naše. Sveda, plesalci se lahko menjali, vedno je bil en par, pa se menjali. Mi smo vedno mogli igrati. In tam zjutraj, pa kosilo, pa popoldan,
pa potem malo fraj, potem Ampak pa oni so že potem pa imeli- še nastop z njimi. Ne? Oni so že imeli predznanje, ko so prišli k vam. Oni so se na videu učili. Ja, oni so nekaj prek videa učili, pa vse, ampak Ja, to je- dejansko, ja, je tako bilo. Potem moram povedati tudi, da sem, ko je Miško Baranja 93 leta umrl, je potem Gli Kardoš z Dubrovnika igral pri Vladu Kreslinu. In Jo, tega se spomnim, kako so ga oba kot Cipras, sta ga šla prositi v Dubrovnik, ko bi šel špilat, pa mu ni bilo preveč. ja, in takrat je tudi on umrl, po eno leto je igral. In vem, da se je Jožek z biciklom pripeljal k meni, pa ne, zdaj, Miško je Pa mrl. Joži pa Janči sta bila takrat koliko stara, že preko 80 let. Preko, tu 80, taki 80 sta bila stara. In bicikli pa idemo k Ja, Andi. z biciklom se pripeljal k meni, s kolesom se je pripeljal. Pa gledaj, pa zdaj Kardoš ti veš ne špila, pa ja, pa ja, že smo ga učili s Pubijom, pa od Vladoja očetom, ne. Pa z Vladojom tudi, pa to, pa če bi ti hotel, ne, pa zdaj ti to tako vse znaš, ne, pa zdaj si že z nami dosta igral, pa so prav videli, ne, lahko probamo. In potem sem tudi tako, da 95. ali 96. sem prvi nastop z njimi Vladom. To je zdaj že tudi 30 let. Stari sem že. Sem dejansko prvi je bil tudi v sobote v kinodvorani in potem me je Vlado pital, če bi še hotel sodelovati. Ne. In moram povedati, da sem imel veliko srečo, da sem lahko igral z temi starejšimi muzikašami. Muzikanti, kot sta Janči, Jožek, Boris Užalek. Ampak za to muziko, ki jo igrate vi, je Kreso naredil največ. On te svoje koncerte, ki jih ima v Cankarjevem domu, brez cimbal, brez vsega tega ni. No, vedno so prisotne, zdaj, Ja. verjetno bi lahko naredil tudi brez. Vem, ampak on vztraja pri tem, Vztraja, da saj. tam prekmurski Melos pri svojih koncertih ne izpusti nikoli. On na tem gradi praktično. Ne? Ja, zdaj dejansko že problem je to, da od beltiške bande več tiste prvotne ni nobenega. Ne? Zdaj dejansko... Rose, ti samo ki ja. ni več glasbenik, ki je pevec, ampak pri Kreslinovih koncertih je zmeraj zraven. Ne? Ja, dejansko, ko je Miško umrl, pa je bil Kardoš je umrl, sem začel jaz, potem nezgoda z Jančijem, ko je doma par je umrl, je prišel Samo, potem je Bankov Pišta tudi igral, klarinet. Rainer Tonek je tudi bil dejansko od beltiške bande, zdaj je še edino živeče, prvotne beltiške bande je od Vladoja oče, ne? Pube. Puba je bil v bandi Tako, ja, notri? on je pel, ja. A, pevec. Pa mati, oče pa mati sta pela, ne? Pa Marica, Mavčec, z Gančan, ona je tudi pela, ne? To prvotne zasedbe, ko so. No, in potem, ko je Pišta tudi umrl, je prišel še Boštjan. Tako dejansko, da od tiste prvotne zasedbe... No, tudi Marko Banda je pa cel čas v bistvu imela gostujoče člane, Ja, izvrstne glasbenike. Marko Bando, na začetku smo bili samo Boštjan, Slavko pa jaz. Potem samo je začel z Posodimi Juri, pa tak, en čas smo celo nehali delovati, Marko Banda, 2 leti ali 3. Takrat je se začela črno-bela muzika, nekaj smo malo delali s Tomo Rauhom, pa Željko Ritlop, pa Slavko pa jaz. Ampak na mesto samo je prišel potem Miha Kavaš, dodatno je še prišel Željko Ritlop, tako da nas je zdaj 5 članov v Marko Bande. Seveda pa samo vedno priskoči na pomoč, če ne more, ali pa če je kakšna velika On muzika živi, ne? Tako da vedno pride na pomoč zunanji član, je pa tudi Tomo Rauch. Veš, ko je samo ustanoval ansambl, sem ga vprašal, v Radinu smo bili, ti, kam imaš nek novi bend? Posodi mi Jurija. Že pa... Ne, posodi mi Jurija ime benda. Veš, da so ga imel zelo rad. Tak, Ja, saj. fajn dečko je. Andi,
kakšne imaš pa še načrte, boš po upokojitvi naprej Seveda. cimbaliral? No, tu še moram vedeti, jaz sem stalni član 3 skupin, ne, 2 sem že omenil, ene še nisem omenil, to so pa Prašnote, Aha, to je pa še ena skupina, ja. ki smo nastali pred 9 leti. Tu je ena anekdota, tudi taka, pogovarjali smo se Boštjan Baša, Boštjan Raus, pa jaz pogovarjam, da bi naredili eno skupino, da bi igrali takšno glasbo, ki redko kdo igra, ali pa sploh nišče več ne igra, pa po radijski postaji se še mogoče kaj sliši, ne. In se mi tako pogovarjamo, pa mineva čas in seveda to vedno bolj glasno smo se začeli pogovarjati in je prišlo tudi na ušesa na ušesa je prišlo Brigiti Perhavce. In ona prišla, pa dol, vi že kaj delati, pa sem prav, pa zdaj bomo začeli delati, pa tak, ne. Pa praviš, ko nisi cigan. Ne, pa sem po istini povedal, nisem zlagal nič, ne. Sem prav, bom, ne, tak, pa na skritem dvorišču, če bi mi igrali. Sem prav vredi. Sem jaz A pogozil. benda še ne bilo, ti bi se zgučil. Mi smo se en čas pogovarjali, mi smo samo, pa se moramo dobiti. In to je šlo... Čakaj, tu je Zdenek bili še poleg? Ne, tu je Zdenek bili nič ne imel nič. Tiste je Boštjan imel ekstra. A to še, ne? Tam sem ja ne imel nikaj poleg. Priprašljate, ne? In To so bili včasih elite, ki so spirale v Radencih, češki band. Ja, s tistim sem ja nikaj imel, ne? In dejansko, ja pravim, zdaj pa tak, dečki, ne? Pa še Luka Ščavničar, kontrabasist, ne? Z njega sem pozabil prej omeniti. Sem prav tako, moramo začeti variti, jaz sem špil v Beča. Čakaj, ni ene vaje, smo še ne imeli, ne vemo niti kjere pesmi. Ja, nikaj, čas je, ko začemo. In to je bil tisto, te smo dejansko po 3-4 vere na dan varili, 2x-3 na teren. Ampak smo napravili program, zašpilali vse in tako da zdaj pa tudi od Ferija Lanška nek še pesmi, delno se on besedila napiše, Boštjan Baša napiše muziko in delamo tudi Ros to. popevle. Ros popevle pa špila, on ima fajn vlog. Ros je takšni multipraktik. On je Ja, rekel, špike. lega ponisa za skakole. Ja, ima pa, predvsem pa ima rad to muziko in pa folkloro, pa vse to in... Saj, če nemaš rad, ne delati. Kako pa tvoja familija, Anica pa hčerka, kako so imeli to tvoje, ti si bil dosta odsoten, ogromno, preveč. Saj, midva z ženo, z Anico, sva se spoznala prek folklore. Ona je plesala prek folklore, jaz sem igral. Tako to razumi? Tako so se spoznala, Erasmila, hčerka je s tem odraščala. Vem, ona, ko smo prej pravili 93. leta, ko smo odšli v Argentino, je ona bila še dojenček. Ne? In prenašala sme, ne? Kar odrežil, nikaj ni drug preostalo. No, preostalo, to malo se hecam, ampak ja, podpirajo me, ne? Družina me podpirala cel čas v tom glasbi. Koliko je v tej etnomuziki denarja? Se da izboljšati malo vsaj standard, če si zaposlen, recimo? Da bi živel samo z te etnoglasbe, špile, ne gre, ne. To pa, da lahko greš v družino, pa že enkrat zmes ven na kosilo, ali pa si kaj malo privoščiš. Saj nekaj je. Malo kaj privoščiš. Pa inštrumentov, nove strune privoščiš, vseeno na cimbalah je, na teh, ki jaz imam, je 137 strun. To menjati. Nekatere se strgajo, nekatere pa zgibijo na zvoku, nekje na 5 let menjam celo. A tudi, če so cele, več ni? Ja, ona se nategujejo in vedno zgubijo na kvaliteti. Ne? Ta nekje, odvisno koliko igraš, po 5-6 letih. Tvoje igranje, Andi, imaš občutek, da ti včasih, da si bolj v formi, včasih manj? Kako je to? To je jaz mislim, da vsakši muzičar taka zašpila od razpoloženja. Tudi, naprimer, če si vesele,
pa da bi še prav špila, ne, in verjetno izbral več veselih pesmi, ne. Če sem kakšen žalosten, to verjetno izbral več žalostnih pesmi, ne. Ampak daleč od toga, ko bi, naprimer, nešče prav, daj nekaj veselega zašpila, pa če sem ga žalosten, zašpila vesel, ne. Je pa res, dosta krat, če sem kakšen žalosten, ali me kaj stvari, me kdo razjezi, ali kakšnega sedem za inštrument in me izredno pomiri. Sam sebi. Sam sebi špilaš. rekel, ja, sam sebi špilam, ampak se umiri, vsaj glasba nasplošno Pa še umiri. ena stvar je zanimiva, ko ste igrali okoli, zlasti ko ste bili mlajši, so bili soigravci dosti rahlo nevoščljivi, ker cimbale so bile vendarle drugačne od vseh drugih inštrumentov in so ljudje, otroci to hodili gledati, kako pa spraševali, kako se to špila. Ja, dosti krat se Boštjan poheca, pa pravi, kaj meni pomaga, da sem se učil klarinet, če moram prvo te žmetne cimbale vlačiti. Nositi, ne. Potem si pa on gospodski sede, jaz pa moram stati. Pa cimbale pa dejansko so, večino ljudi jih ne pozna oziroma jih ni videlo v živo in če se kje pojavimo, to je več pozornost prinesejo kot pa klarinet ali pa violino ali kontrabas, ker te inštrumente pogosteje vidijo, pogosteje se srečujejo z njim. Ne. S cimbalom pa sem. S tem, da pa Miška, takrat, ko so mu včasih rekli, glej, kako se Janči pa Joška smijeta s publiko, pa tak, ti pa nič ne, če pa moram gledati cimbale. Ja, ne, saj cimbale, naprimer, razliko od drugih inštrumentov, pri cimbale se gibljaš v vse štiri smeri, ne, naprej, nazaj, levo in desno. Ne. Večinoma inštrumentov imaš, ko se gibljaš ali naprej, nazaj, levo, klavir, levo, desno, ne, kitara. Cimbale pa vse okoli. Vse okrog, ne. Pa vsaka oktava je drugače razporejena. Naprimer, pri klavirju je, če bo dolg, ne vem kako, vedno isto zaporedje, ne, C, D, F, G, H, C, G, vedno po vrste. Pri cimbale je pa vsaka oktava drugače razporejena. Potem je tudi, cimbale so večinoma spremljevalni inštrument, naj bi vlogo spremljevalnega inštrumenta imele v skupini, ne. Se pa da na njih tudi igrati melodijo, kako tudi melodijo se spremljamo, ne. To je to še en poseben čudoviti inštrument. Vedno sem smislil, zakaj bi to ne dal tudi drugim ta užitek poslušanja ali pa tudi samega igranja. Andi, hvala lepa. Malenkost hvala za povabilo.